Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se podajamo v svet filma. V studiu namreč gostimo režiserja mnogih televizijskih oddaj, profesorja televizijske režije na Akademiji za gledališče, radio in televizijo in predvsem režiserja in scenarista uspešnih filmov Petelinji Zajtrk in Šanghaj. Lepo pozdravljeni, Marko Naberšnik. Lep pozdrav tudi vam. Sedaj je že minilo nekaj časa, 5. oktobra ste nekako v kinematografe poslali vaš najnovejši film Šanghaj in seveda se mi postavlja vprašanje, kakšni so prvi odzivi v Sloveniji? Prvi odzivi so zelo pozitivni. Film je bil prvi in drugi vikend predvajanja najbolj gledan v kinematografih v Sloveniji in je presegel številko 25.000 gledalcev, ki je tisti prvi mejnik, da dobiš tako imenovano zlato rolo, ki se podeljuje za vsakih 25.000 gledalcev in je neko merilo tega, da je film uspešen v svoji distribuciji v kinematografih. Koliko zlatih rol še načrtujete, pričakujete? Zdaj z Petelinji Zajtrk jih je imel 7, Šanghaj ima 1. Sta to dva različna filma. Petelinji Zajtrk je mogoče bil bolj romantična komedija. To je ena družinska zgodba Šanghaj, kjer ima tudi komične elemente. Ampak težko je napovedovati. Film je posnet v romskem jeziku, film je ena epska zgodba, ki mičkeno spominja mogoče na filme kot so Boter, Malena, Cinema Paradiso. Tako da bomo videli, ampak ta odziv, glede na to, da so se časi od leta 2007, ko je bil v kinematografih Zajtrk, pa do danes tudi malo spremenili, da je obisk v kinematografih mičkeno upadal zaradi finančne krize tudi, je ta številka, da v bistvu dobrih 2 tednih je Šanghaj prišel do številke 25.000 gledalcev, že zelo velika in film je v bistvu še na sporedu, še na nek način v polnem zagonu, tako da se bo ta številka tudi še povečala. Ampak je v bistvu težko govoriti, ko primerjaš Zajtrk, ki je na nek način res neka zgodba o uspehu, kaj bo zdaj z Šanghajem. V vsakem primeru Šanghaj je uspešen film, tudi mednarodno pot ima uspešno, tako da se je film na nek način izkazal za dobro odločitev, tudi kar se mene tiče. Ja, zagotovo, še preden je prišel v slovenske kinematografe, je dobil odlično popotnico, tudi mednarodno. Iz filmskega festivala v Montrealu ste se vrnili z odličjem, kakršnega ravno nismo navajeni v Sloveniji. Ja, Montreal je filmski festival, ki je v bistvu največji tekmovalni festival v celotni Severni Ameriki. Je festival z dolgo tradicijo. V Ameriki imajo veliko festivalov, ampak tekmovalnih imajo malo. V bistvu na nek način so festivali bolj zgodba evropskega filma. V Evropi namreč je teh A kategorij veliko. Imamo že Berlin, pa Benetke, pa Locarno, pa Cannes, vse skupaj na nekem ozkem radiju. V Severni Ameriki pa imajo večinoma festivale enega promocijskega tipa. Naprimer Toronto velja za zelo velik festival, ampak tam ni nagrad, tam se dejansko samo predstavlja na nek način bolj Hollywood kot kaj drugega. V Montrealu, Montreal pa je v bistvu eden izmed redkih festivalov A kategorije na svetu in letos je bilo tam prijavljenih 3000 filmov, izbrali so 212 celovečercev, Šanghaj pa so vrstili med 17 celovečercev, ki so bili v tekmovalnem programu in nam na koncu dodelili nagrado za scenarij. Tako da to veselje je bilo nepopisno, veliko. Festival je tudi zelo dobro organiziran, žirija je mednarodna, z celega sveta zbrana. Tudi lepo skrbijo zate, tako da te malo poboža potem tudi to, ker film je v bistvu en velik trud, veliko enega časa zahteva in ko si deležen potem tudi malo takšne, rečemo temu, dobre oskrbe v enem tujem okolju, kjer se filmi snemajo v bistvu po tekočem traku. Govorim tudi o ostalih filmih, naprimer v Montrealu so eni večjih filmskih studijev v Kanadi, tam snema tudi Steven Spielberg. In ko si v enem takšnem okolju mičkeno deležen ene pozornosti, to kar dobro dene in si rečeš, no, splačalo se je in dobiš neko voljo za naprej tudi. Ja, ampak dejansko to je šele vaš drugi film. Že prvi je požel velika uspešnica v Sloveniji. Zdi se mi, da nekako s Petelinjim Zajtrkom ste se obrnili predvsem na slovensko občinstvo, medtem ko sedaj ste že film tako zastavili, da je to mednarodna zadeva. Ja, Šanghaj je zastavljen mednarodno. To je v bistvu čisto neka moja osebna ambicija. Veliko delam na televiziji, z veseljem delam stvari za domače občinstvo.
konec koncev naprimer tudi lik, ki sva ga z Bojanom Emeršičem naredila, Zmago Batina, ima neko svojo zgodbo, pa potem Gajaš, Vlado Novak. Naredili smo tudi monodramo, kasneje v gledališki priredbi, ki je ravno pretekli teden doživela 100. ponovitev, Gajaš Arestant, ki je neke vrste nadaljevanje Petelinjega zajtrka. Ampak za svoj naslednji film, v tem primeru Šanghaj, sem iskal mednarodno zgodbo. Film je posnet, rečemo, v romskem jeziku, ima mednarodno zasedbo od Makedonije, pa glavna igralka naprimer je Nemka, Bosanci, Srbi, skratka ogromno enih mednarodnih igralcev igra noter, tudi slovenski seveda. Ampak razlog, zakaj je tako, je film ti vzame 4-5 let dela, ogromno enih sivih las nastane tudi, enih živcev gre in sem si rekel, dajmo narediti eno stvar, ki je toliko ambiciozna, pa tudi za naprej tako razmišljam, da na nek način, če zdaj malo rečemo čisto ekonomsko, povrne to neko osebno investicijo, da film ne ostane samo, rečemo, nekako lokalen, ampak da potuje, ker s filmom potuješ tudi ti, navezuješ neke nove stike. Film je pa sploh eno delo na osebnem nivoju, več stikov in vez, kot jih imaš, več ljudi, kot poznaš, več jih lahko povabiš k novim projektom. In s Šanghajem nam je uspelo to, rečemo, socialno mrežo razširiti, tako da za naslednje filme bom potrkal na še kakšna mednarodna vrata in upam tudi v bistvu, da nam bo uspelo narediti eno koprodukcijo že v štartu zasnovano za mednarodni trg. Ampak rekli ste, večji del filma poteka v romščini, pa še nekaj jezikov slišimo v filmu. Postavljen je v eno obdobje, ki se ga vi bolj malo spomnite, ker ste še mladi, 70. 80. leta, jaz se bolj spomnim tega obdobja. Zanimivo mi je pa nekaj, romščina je nam nerazumljiva. Kako so se igralci znašli v tej romščini? Zdaj, naprimer, držal sem se pač tega načela, če film govori o Romih, je zelo iskrena tudi do filma, da Romi govorijo romsko. Če bi govorili, rečemo, slovensko ali karkoli drugega, ne bi bilo v redu. Govori pa to zgodba o prekmurskih Romih. Zgodba se začne tudi še v Jugoslaviji, kot ste sami dejali, v 70. 80. letih prejšnjega stoletja, že to se sliši tako, kot da je daleč, pa niti ni tako daleč. Tudi sam sem del tega časa dal skozi. Bil sem še takrat pač najstnik oziroma mladostnik. Se spomnim tega časa, tako da mi ni bilo čisto tuje ta čas ustvariti, to ne. Romščina pa je predstavljala izziv. Imeli smo lektorje, pomagali so nam prevajati v romščino. V bistvu romščin je veliko, ne obstaja ena univerzalna romščina, tako da rečemo prekmurska pa dolenjska romščina se že razlikujeta, sarajevska romščina je nekaj čisto drugega. Mi v filmu slišimo dva tipa romščine, kosovsko romščino pa prekmursko romščino. Ta kosovska v bistvu pooseblja neko zgodbo, ki je iz Jugoslavije. Poleg tega pa seveda slišimo tudi slovenščino, pa nekdanjo srbo-hrvaščino in italijanščino v filmu. Skratka, film je dosti mednaroden. Romščina pa zato, da je film čim bolj avtentičen. Ste se tudi sami naučili kaj romščine? Romščine se sam nisem naučil, razen to, kar je v filmu. To, kar je v filmu, razumem. Ja, zato, ker sem jaz scenarij napisal v slovenščini. In je slovenščina prevedena v romščino, to poznam. Pa v scenariju imaš vedno najprej slovensko, pa romsko. Tako da razumeš. Pa film se snima po koščkih, ne. In snimaš, rečemo, 2 minuti filma aktivno na dan, ne. In to ponavljaš 5-6 krat, 7 krat in dejansko že vse poznaš. Romščina je težek jezik in to, kar je v filmu, razumem. Jaz ne potrebujem podnapisov, kaj več pa ne. Vsi ostali bomo pa potrebovali podnapise. Ob ogledu filma mi nekaj odlomkov vidimo tudi na televizijskem zaslonu iz tega filma Šanghaj, ki je, kot smo že dejali, sedaj v slovenskih kinematografih, ampak z njim se že podajate tudi čez meje Slovenije, ne le na festivale. Ja, film ima paralelno tudi zaradi tega, ker smo bili v Montrealu. Ko se enkrat na nekem tako velikem festivalu, te neki drugi festivali tudi avtomatično začnejo vabiti. Tako da film je že bil predstavljen tudi v Londonu. Film je trenutno v Torontu, se pravi ponovno v Kanadi. Konec meseca oktobra, v začetku novembra začne svojo redno distribucijo tudi v Bosni, potem potuje v Makedonijo. Tako da ja, film ima eno svojo pot in jaz mu želim čim bolj srečno pot. Verjamem. Večji del filma je pa posnet v Sloveniji, vidim zelo lepi posnetki. Večji del pravzaprav je posnet v Prekmurju, verjetno. Film je v bistvu, rečemo temu, 80, če ne celo malo več procentov, posnet v Prekmurju. Murska Sobota, Filovci, Goričko. Tako da film, ne glede na vse podnapise, je zelo slovenski. Absolutno je naš.
tudi celotna ekipa, smo Slovenci, tudi v filmu je tudi kar nekaj slovenskega jezika, not igra Vlado Novak, Bojan Emeršič, Ivo Ban, Marjuta Slamič, tako da je tudi zasedba kar dosti široka. Kadarkoli smo pa vasi, seveda je pa takoj slišati romščino, ne. In film je posnet večinoma v Prekmurju, nekaj malega tudi v Mariboru. Studijski deli, ko imamo kakšne interierje, smo jih zgradili v Ljubljani, v Viba studio, nekaj malega vidimo celo Trsta, morja, tako da je kar vsega veliko. Ampak nekaj skupnega pa ima ta Petelinji zajtrk in Šanghaj. Eno je to, da sta oba dva več ali manj snemana v Prekmurju, in drugo je to, da je literarna predloga obeh filmov od Ferija Lainščka. Ja. Feri je napisal oba romana, po katerih je film posnet. Se pravi, napisal je Feri Petelinji zajtrk. Film je tam ohranil enak naslov. Pri Šanghaju je pa drugače. Feri je napisal knjigo z naslovom Nedotakljivi. Naslov filma je pa Šanghaj. Ker v bistvu film na nek način je povzel samo zadnjo tretjino romana. In to tisti del, ki govori o romskem kralju, Belmondu, ki zgradi svojo vas, ki na nek način je prispodoba za Jugoslavijo. In v bistvu tukaj je zgodba o tej družini romski. In to je film, in to je tudi roman. Roman je pa v bistvu še bolj širok, je res dejansko ena velika saga o družini. Se pravi, predloga literarna je sicer Lainščkova knjiga, ampak verjetno ni tako preprosto iz knjige priti do scenarija. Zahteva to kar precej dela. Kako ste se lotili tega scenarija? Ja, ko pišeš scenarij, pride vedno do redukcije, če delaš po knjigi. Knjige so zelo široke. Zdaj, če bi delal po neki kratki zgodbi, bi najbrž moral jaz v filmu napihniti zadeve. Tu pa je ravno obratno. Knjiga je debela relativno, govori o ogromno zadev, pripoveduje ogromno nekih malih drobnih rečeh, ogromno je nekih likov. V filmu ti narediš redukcijo. Že Petelinji zajtrk je bil velika redukcija od romana do filma. Pri Nedotakljivih je to še bolj. Skratka, prva polovica romana čisto izpuščena. Petelinji zajtrk je le nekako vseboval več ali manj vse to noter, kar je bilo v romanu. Razlog je pa tak, ker film, ne glede na neko dolžino, je to v bistvu relativno malo v primerjavi z romanom. Roman beremo več kot 2 uri. In film je še zgodba o slikah, še glasba je tu, še kakšni obvodni prizori, pa malo napisi. Skratka, pride do redukcije. V bistvu potrebno je zmanjšati to. Pa besede je potrebno poenostaviti. Roman je napisan v zelo lepem, nekih lepih stavkih, lepih tvorbah, ni nekih deljenih zadev. Že to, kar se midva pogovarjava, ima neke, rečemo, nepravilne oblike in to ima življenje rado, film pa še posebej. Tudi v resničnem življenju se pogovarjamo nepravilni slovenščini, se pravi v nekem narečju, in to vse je treba narediti v pripravi na scenarij. Spremeniti v bistvu iz neke pravilne slovenščine v narečno. In kako je Feri Lainšček na to reagiral? Verjetno je že navajen, ker ti zdi se mi, da je to že njegova 6. ekranizacija njegovih del. Zakaj imate tako radi Lainščka, njegova dela? Res je, filmarji se radi obračamo k Lainščku. Jaz sem se obrnil 2-krat, Đuro 2-krat, Andrej Mlakar 2-krat, Metod Pevec 1-krat. Tako da v bistvu je to že 6. ekranizacija njegove knjige. Mislim, da je razlog v tem, ker Feri piše zgodbe, ki na nek način so, to mislim v pozitivnem smislu, preproste. Dejansko hitro se prepozna rdeča nit, hitro je tukaj tista osnovna zgodba in to osnovno zgodbo film vedno rabi. Ko gremo gledati nek film, ki bi naj bil blizu tudi gledalcem, se gledalec dosti hitro vpraša, kaj to gledam, kdo je moj junak, o čem bo za film, bo to komedija ali bo to drama, karkoli je, ampak radi imamo nek okvir hitro, potem pa se prepustimo filmu za uro, 2, odvisno. In to Feri ima že v romanu, te čiste zgodbe, čiste neke rdeče niti. In mislim, da je to ta osnovni razlog, zakaj ga imamo radi. Ja, je prihajal tudi na snemanje, spremljal dogajanja, kajti vi ste imeli dobesedno postavljeno vas v Prekmurju. Ta osnovna vas, osrednja vas v filmu Šanghaj, ki se imenuje, je bila v celoti postavljena na polju enem. Smo polje odkupili, ga utrdili, postavili vas, na koncu smo morali seveda zadevo podreti in vrniti polje v prvotno stanje. Danes tam spet je navadno in običajno polje. Feri nas je obiskoval nas je že pri Petelinjem zajtrku, tudi tukaj, vedno smo mu dali tudi eno majhno vlogo za spomin. Tako da Feri se lahko nekje vidi in ima tudi nek svoj spomin. Mislim, da so to počeli tudi, da je to tudi Đuro naredil, skratka, da je nekako malo ta Hitchcockovski moment. Nekje se ga za trenutek vidi in to je tudi nek poklon Feriju in spomin njegov.
Upajmo, da bo naredil še veliko odličnih del, ki so tudi odlična za prebiranje. Kaj pa prekmurski Romi? So bili tudi statisti verjetno v filmu? Kako so sprejemali? So v filmu ti stereotipi, ki jih vsi poznamo o Romih? Je ta žalostna zgodba, vedno govorimo o Romi, nesrečni, tako drugače? Mislim, v tem filmu je več veselja kot žalosti v Šanghaju. Šanghaj je bolj zgodba o toplini, družini, ljubezni in je optimistična zgodba. Ni žalostna, ni tragična. Tako da je ena optimistična zgodba. Teh stereotipov, že sami ste rekli stereotip, teh stereotipov je ogromno. Najbrž tudi o Slovencih obstajajo neki stereotipi, o Romih še bolj, ker Romi so relativno neopremljivi. V vsaki državi so malenkost drugačni. In imajo nek svoj temperament, se tudi zelo razlikujejo. Prekmurski Romi so zelo integrirani v družbo, resnično so zelo. Ko si v Prekmurju in si v romskem naselju, naprimer smo si želeli snemati tudi v Pušči. Pušča je preprosto tako lepo že narejena in opremljena, ima vrtec, igrišče, da smo rekli, prelepo je in smo si naredili neke svoje stvari in svoje scenografije. Hočem reči, Romi v Prekmurju so res integrirani in imajo res eno svojo identiteto. V filmu so nastopali kot statisti in vsi statisti v filmu so dejansko Romi. Tudi otroci v filmu so naturščki in so Romi, so v bistvu člani družine Kontrec, člani skupine Langa in tudi oni sami imajo skupino imenovano Mala Langa, tako da v bistvu to družina Kontrec je v filmu. Z njimi je bilo fajn delati, so tudi zelo disciplinirani, kar je ravno spet kontra mogoče enemu stereotipu, dejansko so bili vestni na snemanju, bili so čisto predani snemanju. In potem, ko smo se poslavljali, je bilo kar nekaj solz. Dejansko smo se toliko navezali v teh slabih 3 mesecih snemanja, da so rekli, ja, zdaj pa odhajate, toliko je bilo lepo vsak dan. Ker filmska ekipa je kot ena družina, ko snema, ne? Ko gremo na snemanje, tistih 50, 100, 150 ljudi, odvisno od števila statistov, dejansko živi kot ena cirkuška družina. Selimo se s kombi iz lokacije na lokacijo, prehrana je na lokaciji, če dežuje ali pa sonce, karkoli, smo v šotoru ali pa zunaj. In po enih parih tednih, oziroma v tem primeru 2,5 meseca snemanja intenzivnega, se navežeš in naenkrat je konec. Ko je zadnji snemalni dan, naslednji dan, kot da ni bilo nič. Prej priprave, vsak dan 12-14 ur skupaj, pa zadnji snemalni dan, naslednji dan se več noben ne vidi in to je en tak mali šok. Sem pa tudi slišala, da tudi vi niste po tem stereotipu režiserja, ta pravi režiser. Si predstavljamo režiserja, ki kriči, dvigne glas, ker pač mora, ker je to njegovo delo, ampak sem slišala, da niste nobenkrat dvignili glas, da vse potiho in je vse delovalo. V bistvu to je tudi stereotip, ne. Zdaj, večinoma režiserji ne kričijo na snemanju, to je tudi stereotip. Ne. Sploh, ko se pogovarjaš, rečemo, s kakšnimi tujimi produkcijskimi skupinami, ni tega kričanja, dejansko je ena velika disciplina. Tisto, kar je najbolj pomembno pri filmu, je biti pripravljen. Film Šanghaj je imel nekaj več kot 2 leti predpriprav in če so predpriprave intenzivne, se ve, kaj je potrebno narediti. Konec koncev vsak ve, kaj je njegovo delo. Tudi v vaši oddaji vsak ve, kje je njegovo mesto in se oddaja naredi v bistvu v tišini na nek način. In enako je na snemanju. Če so priprave ustrezne, ni potrebe za kričanje. Se pa seveda dogaja ta nek stereotip, ko gledamo tudi kakšen film o snemanju, da je to kričanje pa neke travme. Se pride lahko do nekih osebnih kriz, mogoče med igralci pa med režiserjem. Samo bolj je to stereotip kot ne. Načeloma moraš delati in kričati ne moraš, moraš delati. In če si pripravljen, vsak ve, kaj za narediti, pa se naredi. Jaz sem mislila, da to pri vas velja, da ste takšni umirjeni, zato ker se ukvarjate z jogo, kot sem prebirala. In joga pomirja tudi, ali ne? Joga tudi pomirja. Sigurno, da malo vpliva tudi joga, mogoče, ampak mogoče pa sem že po naravi tak, ker sem že od nekdaj v bistvu bolj optimist in z neko dobro voljo se marsikam pride, to je to. No, kot sem uvodoma dejala, niste le režiser in scenarist 2 filmov. Nekoč ste se podali v tehnično šolo, pa se vpisali na ekonomijo in potem pristali na GRFT-ju in končali študij režije in scenarija. In danes ste tudi profesor na GRFT-ju. Rastejo mlade generacije nadebudnih režiserjev? Ja, rastejo, kar z vašega konca je kar nekaj. Ja, imamo kar nekaj talentov. Klemen Dvornik, Žiga Virc, Nejc Gazvoda, Rok Biček, skratka je.
Dolenjska je kar zastopana. Nasplošno so generacije vedno različne, to je to. Vse generacije mlajše se zelo dobro zavedajo neke potrebe po interakciji z občinstvom, tako da razmišljajo vsi o gledalcih, kaj bo. So si pa ljudje različni in jaz nekako pravim, treba je spoštovati to različnost in kot profesor lahko daš največ študentu, če ga naučiš obrti, njegov talent pa pustiš, da raste. Talent je tak ali tak nekaj, kar odnese študent seboj, ko zapusti akademijo, tisto osnovno obrt, kako se naredi neka televizijska oddaja, kako se naredi film, kako se naredi tonska obdelava tega, to pa je v bistvu naloga profesorja. In jaz ne posegam v talente, različni smo si, vsak naj verjame v svoje in ker potem je lahko samo tudi uspešen, če delaš to, kar verjameš. To, kar pa si trudim narediti in podati študentom, pa je ta obrt. In ob tem verjetno, ob tej obrti, da uspeh ne pride čez noč, da je treba veliko dela in vztrajnosti, preden lahko govoriš o tako dveh uspešnih filmih, kot je vaš Petelini zajtrk in Šanghaj. Jaz mislim, da je trikrat vztrajnost in vztrajnost pomembna pri tem poklicu. Zato, ker to je v bistvu maraton. Tudi, če ti neka stvar uspe, je to nekaj mesecev. Tebe pa čaka še ogromno let dela in v bistvu je to tek na dolge proge. In dejansko je treba gledati na filmsko ustvarjanje, pa najbrž na vsak poklic podobno. To je maraton, to je v bistvu nekako tvoje življenje za nadaljnjih 30-40 let. Če se nekega uspeha nekako, kako bi ti mu rekel, če ti nekako pride do tebe in misliš, da si ne vem kaj zdaj naredil, ker ti nekaj uspelo, to je v bistvu prej slabo kot ne. Mislim, vodi vesel uspeha. Jaz pravim, absolutno je treba biti vesel uspeha v vsakem primeru in ga spoštovati, ampak filmski poklic je dolga zadeva, tek na dolge proge, kot sem rekel, in treba je gledati zadevo celotno in ena kontinuiteta je po moje najbolj pomembna. Vi sicer predavate televizijsko režijo in tudi delate to, torej oboje. Ne poznam filma, poznam pa malo bolje ta medij televizijo, ampak mislim, da je velika razlika. Če nič drugega, mi na televiziji ne ponavljamo v nedogled. Ja, na televiziji oddaje tega tipa se naredijo tako rekoč v živo. Ampak imamo pa tudi oddaje, mogoče kakšna televizijska drama, kjer se ponavlja, ali pa kakšne vaje so potrebne za neko oddajo, kot so Viktorji, na primer. Seveda se razlikuje, televizija na primer potrebuje oddajo vsaki dan, vsaki teden, zato tudi mora biti oddaja tako narejena, da se jo naredi čim hitreje in s čim manj stroškov. Film je pa v bistvu na nek način, če gledamo Petelini zajtrk, ki je bil narejen leta 2007, pa je še danes živ. S filmom sem bil v bistvu preteklo leto še na festivalu enem na Dunaju, se pravi po tolikih letih film še nekako potuje, bil je tudi v Avstraliji preteklo leto. Tako da film na nek način ostane, to pomeni, da se ga tudi pripravlja malo dlje, leta so zatem, potem tudi snema se ga dlje in bolj počasi. Tako da film in televizija se malo razlikujeta, ampak oboje je velik izziv, oboje treba obvladati. In pri obeh je zakulisja veliko tistega, ki ga ne vidimo na filmskem platnu ali televizijskem ekranu in ki pojasnjuje, zakaj sta oba medija tako draga. Ja, film in televizija, dejansko, ko gledamo zadeve, naprimer gremo v kino, pa pojemo malo kokic v 2 urah, film mine in se sprašujemo, kaj je toliko stalo. Sploh v tujini, če gledamo, filmi stanejo po 150–200 milijonov dolarjev. Pri nas so cifre precej nižje, še vedno pa za slovenske razmere investirati milijon ali pa 2 milijona v en film se zdi nekomu, ki zadeve ne pozna, ogromno. V resnici pa ni tako, že če bi samo eno računico naredili, ene obnove, včasih pravim kopalnice doma, pa vidimo, da je to par tisoč evrov. Zdaj si pa predstavljamo, da zgradimo neko vas, da rabimo 200 kostumov, da to delamo 2 meseca vsaki dan, da je take velike ekipe se tudi prehranjujejo, da nekje živijo. To potem seveda potegne za seboj, da moramo kamere najeti, luči najeti, to seveda potegne za seboj neke stroške. Pa ne le to, ko ugasnejo kamere, čaka zopet se leto dni ali koliko ste rabili postprodukcije za montažo. To je taka hecna zadeva, ko film končaš, ko končaš snemanje, potem pa še 1 leto živiš v bistvu sam s tem filmom, ti pa montažer ali pa ti pa tonski mojster in gledaš te posnetke že 100-tič in ponavljaš in rečeš, tu še malo, ne vem, čričkov, tu še malo vetra, tu bo zdaj muzika. Tako da je v bistvu po tem množičnem delu, predpriprave filma, pa snemanje, to je ogromno ljudi, pa naenkrat ostane štip, pa še 3-4 za naslednje leto in ustvarimo v bistvu to podobo filma, ki pride v kino, da so barve lepe, da se vse sliši, da je glasba, da so napisi in da je film pripravljen za kino.
ampak prav vsi deli so zelo pomembni, od dobre priprave do snemanja in tudi do montaže, glasbe in vse, kar sodi zraven. Marko, čas hitro teče, leta so se obrnila in film je prišel v kino dvorane, tudi naša oddaja se približuje k koncu, ampak moram vprašati za konec, je že morda kakšen scenarij pripravljen za nov projekt ali kaj sedaj počnete? Sedaj počnem svoje delo na akademiji, na televiziji naprej, film pa je na nek način taka zadeva, ki počasi raste, najprej se zdi nič, potem pa to lepo pridno zalivaš in iz enega malega, rečemo temu ideje, ki je samo v glavi, nastane film. Šanghaj nekoč bil nekaj, kar je bilo zapisano v parih vrsticah, danes imamo film pred seboj in zdaj sem v tej fazi parih vrstic oziroma nekega sinopsisa, treatmenta, tudi nekih scenarijev, ampak preden dobiš finance, preden se vse to sklene, preden se vsi ljudje zberemo, tudi če bi danes pogodbo podpisal, bi bili šele čez 2 leti v kinu, tako da dajmo čas v čas in čez nekaj let zagotovo nov film. Ja, verjamem vam, čeprav danes se v Sloveniji verjetno niso najboljši časi za snemanje filma, ne, da bi vam manjkalo ali znanja, energije, volje, idej, ampak preprosto financ, ki ste jih omenili. Ja. Mislim, v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, ljudje iz mednarodnih prostorov, ko se z njimi pogovarjam, čutijo to krizo. Jaz verjamem, da za vsakim dežjem posija tudi sonce, v vsakem primeru tudi kriza ponuja neke nove izzive. Filme se bo še naprej snemalo, tako kot se jih je, skozi čas in zgodovino. Najbrž pa ne moremo računati na prav bogate in drage filme, ampak dobra zgodba pa še vedno je lahko prisotna. Marko Naberšnik, resnično, čim bom imela priložnost, si bom z veseljem ogledala film Šanghaj, resnično čestitke, tako za vaš filmski prvenec Petelini zajtrk, kot za Šanghaj, ki resnično ponesel ime Slovenije in slovenskega režiserja tudi v svet. Verjamem, da vam bo uspelo in vam resnično želim, da uživate še nadalje pri vašem delu. Hvala lepa, jaz vam pa želim še čim več oddaj. Ja, malo jih bo 500, skoraj da ne more biti več. Hvala lepa. Hvala za pozornost vam, dragi gledalke in gledalci, in lep, prijeten preostanek večera še naprej v družbi vašega kanala.